Poskusim snemati. Ja, no, pojdimo nazaj v zgodovino, a ne, na hitro poglejmo, kaj smo že spoznali v zvezi z grško dramatiko. Tukajle sem pripravil eno tako skico. Torej, govorimo še zmeraj o antični Grčiji, ali pa stari Grčiji, katerikoli izraz vam je ljubši. Tole pa da vidite vsi na zaslonu, in pa seveda o dramatiki, a ne. Ključne besede, ki smo jih napisali, če malo boste pogledali po zvezkih, to gradivo boste vse dobili v PDF-ju, če bo sreča, tako da vam zdaj prav veliko ni treba pisati, razen če hočete kakšno ključno besedo. Teater, a ne, grški izraz, grška beseda za gledališče kot zgradbo, ne kot dejavnost, prav kot zgradbo. Trojna enotnost ali pa z drugimi besedami pravilo treh enotnosti, analitična pa sintetična dramska tehnika, potem definicija tragedije, a ne, komedijo bomo imeli nekje kot zraven, izvor in razvoj tragedije, pa na koncu katarza. Približno v takem zaporedju smo imeli, ko smo napisali ta velik naslov grška dramatika, te ključne besede narejene, a ne. In mislim, da imate v zvezkih, ki ste redno pisali, že teater in del trojne enotnosti, a ne. Vidim, da eni pregledujete po zvezkih, do tukaj nekje smo to našo snov uspeli takrat pred 13. marcem izpeljati. Teater je torej izraz za zgradbo, no, niti ni zgradba, je pač nekaj, za kar so Grki uporabljali neko klančino, nek grič oziroma hrib, in je zmeraj v polkrogu, a ne. Na to sem vas opozarjal pa zato, ker je zelo pogosto se meša v praksi teater z amfiteatrom, tudi v kakšnih priročnikih za maturo. A ne, tukaj je shema rimskega amfiteatra, ki, kot vidite, je arena, je krog, je bolj komplicirana zgradba, ne. Tako da pri samem tem obliki zgradbe za gledališče ne morete reči, da so Rimljani slepo kopirali Grke, kar je sicer za rimsko antiko neko splošno mnenje, pa ne preveč pravilno. Marsikdaj to ne drži. Rimljani so delali to kot res svojo konstrukcijo, sredi ničesar, a ne. Te zgradbe so lahko tudi velike, zelo velike v okolju, največji je v Rimu, ki se mu seveda reče Kolosej, in to je seveda izvira iz zasnove polkroga, in da ste dva skupaj, da dobite amfiteater, kar tudi beseda pomeni. Amfi pomeni dva, a ne. Amfibija je dvoživka, pač oblika živali, ki ima dve fazi, a ne, ki se iz ene oblike pretvori v drugo. To pomeni amfi, dvojno. In je seveda to za sabo potegnilo tudi veliko vsebinskih stvari, ne. Zato rimsko gledališče ni bilo več tako, ker ko si sredi kroga, ko je občinstvo od spredaj pa odzadaj, ne veš, kaj je spredaj, kaj je zadaj, a ne. Iz tega ven seveda je logična poteza, da Rimljani se takega gledališča kot Grki niso šli, bolj so ga imeli, ampak ne v toliko močni fazi, a ne. Ta arena je bila bolj prikladna za kakšne športne gladiatorske igre, a ne. No, tukaj pri grškem gledališču teh izrazov je veliko, tega vsega ne bomo obravnavali, ampak to, čemur danes rečemo skene, je bil dejansko neka stavba, vsaj silhueta stavbe, a ne. Orkester tukaj mogoče ni najbolj natančno narejen, majčkeno pred publiko in spodaj, oder pa tole, kar naj bi bil tale deltoid ali karo, karkoli že to je, a ne. In pa ta izraz teatro, tega ni treba vedeti, sedeži, torej tribune za gledalce, zelo veliko, imate podatek, kateri teater je bil največji. Tule se malo številke premikajo, ampak te številke, ki so zapisane, naj bi držale, a ne. En drug je sicer še večji, ampak je sklop enih treh teatrov, no, tako da ta v Epidavru pa velja za res največjega ali pa vsaj največjega ohranjenega, a ne. Mojstri so bili pa tudi v izjemni dobri akustiki. Če so tulele vedeli, to so točno igralci, kje morajo stati,
da se jih zelo dobro sliši, brez katerekoli efekta, brez kateregakoli seveda ozvočenja, tega še seveda ni bilo, so to uspeli odigrati, da so jih slišali tudi na vrhu gor. Še danes, če boste kaj potovali po teh krajih, ko se vsa ta samoizolacija ukine, vam bodo mogoče lahko kje ponudili na Balkanu, ne vem, kje, na krajih, kjer so Grki pustili svoje sledi, kakšno igro, in to je poseben dosežek, to je posebno doživetje, sedeti na teh tribunah. To, kar je danes ohranjeno, marsikje tudi uporabljajo, mislim, da je to povsod samo muzejska vrednost, torej da ta gledališča niso več v uporabi. Seveda se je vedelo, kje so, ko bi danes rekli, VIP lože, spredaj so sedeli pomembneži, zadaj so sedeli revnejši, imeli so neke posebne vhode, točno se je vedelo po teh plasteh, po teh nivojih, da so spredaj eni pomembni prebivalci, zadaj mogoče malo manj. Tako, no, to vse že mislim, da znate, oziroma ste malo pozabili, pa smo zdaj obnovili. Torej, ko govorimo o Grkih, govorimo o teatru, zmedo delajo pogosto na terenu, različni turistični vodiči, enostavno zato, ker Rimljani kdaj niso gradili iz novega svojih amfiteatrov, ampak so uporabljali obstoječ grški teater. Treba razumeti zgodovino, da je rimska civilizacija dejansko sledila grški. Torej, da kraje, kjer so Grki pustili svoje kulturne sledi, so jih kasneje zavzeli Rimljani, torej temu, čemur rečemo rimsko cesarstvo. In so grška gledališča samo malenkost opremili, postavili malo več kipov, malo bolj so se šli kičasto in so temu rekli amfiteater, čeprav je to seveda teater. Iz tega vsa ta dvojnost, ta zmeda izvira, ni težko razumeti osnovnega razloga. No, pravilo treh enotnosti se pa že malo bolj ukvarja z samo obliko, samo vsebino tragedije. To ni težko, če si jih zapomnite po enem čisto enostavnem zaporedju, lahko tukaj prav poskusim narediti puščico. Zmeraj začnite z enotnost kraja, potem pojdite na čas, potem pa pojdite na dejanje. Enotnost kraja se, kako bi rekel, vseljuje sama po sebi, ker na prizorišču tega grškega teatra ni bilo možno dati nobene scene, zato niso mogli postaviti, niso mogli narediti drame, da se en prizor dogaja, ne vem, v Ojdipovi spalnici, drug prizor na trgu, tretji prizor pa na dvorišču pred njegovo palačo. Vse skupaj se mora dogajati na enem prostoru, nič se ne menja. In zato so bili mojstri in so tisti, ki so pisali drame, točno vedeli, da je najboljše dati to na nekem prostoru, kjer se ljudje mešajo, kjer je velik pretok ljudi. In to je res praviloma vhod pred neko kraljevo palačo. Tukaj se dogaja Kralj Ojdip, tukaj se dogaja tudi Antigona, obe dve te tragediji, ki jo poznate, imata enotnost kraja. No, enotnost časa, nekako povezana s to enotnostjo, izvira iz te enotnosti kraja, ker prav dolgo, več dni, ljudje ne morejo biti na enem in istem prostoru. Tudi vas ne bi mogli 2 dni pričakovati, snemati, torej imeti recimo pred kuhinjskim koritom. Magari bi se premaknili vsaj do hladilnika ali pa do skrinje, in zato je enotnost časa druga enotnost. Ljudje ne morejo dolgo časa zdržati na enem mestu, zato naj bo cela dramska zgodba odvita v zelo kratkem času. To je bilo pri Grkih en dan, ampak seveda so Grki filozofi in se točno še zdaj se ne ve, ali je to mišljeno 12 ali pa 24 ur, saj koga pa dejansko to čisto briga. Ampak Kralj Ojdip in Antigona lahko sklepate, da se to odvije nekje v enih 12-24 urah. Redko katera je to pravilo prekršila. No, enotnost dejanja, tukaj pa mislim, da smo pa ostali. Tukaj se pa stvar samo toliko zakomplicira, da nimajo vse grške
tragedije. No, in z tega ven potem že izpeljujemo dva različna principa. Pa dajmo pogledati, kar imate verjetno že napisano. Enotnost kraja, to je samo povzeto, izhaja iz narave grškega gledališča, kjer niso imeli scen, vse se odvija na enem kraju. Opa, da sem pa pomotoma prekinil, bom šel takoj nazaj, nekaj sem hotel tukaj. Torej, ni scenografije, to je temelj te enotnosti kraja. Enotnost časa, izpeljana iz kraja, vse se mora odviti v enem dnevu, ne vejo, ali je bilo to mišljeno 12 ur pa 24 ur. No, enotnost dejanja, kot sem rekel, ni povsod čisto upoštevana. Ene to upoštevajo in se osredotočijo na en dogodek. To pomeni, da je vse po mikroskopskih delčkih narejeno na tak način, da se ne sme nič odvzeti, nič zamešati, nič izpustiti, ali pa nič dodati, da ne bi bilo porušeno. Kralj Ojdip je primer take tragedije, take zgodbe z analitično, z enotnostjo dejanja. Vse, kar se pogovarjajo, ima en primer. Če bi tistega pastirja nesrečnega na koncu izpustili, se ena stvar ne bi izkazala za pravilno, recimo. Na tak način to si zapomnite. Skratka, nič se ne sme izpustiti, nič se ne sme zamenjati, da ne bi s tem porušili enotne vsebinske zgradbe tragedije. V drugih tragedijah sta pa dva ali pa več, nekako se medsebojno razvijajo, vse se nekako malo bolj poruši, malo bolj razpuščeno in te tragedije ne upoštevajo pravila enotnosti. Torej, ta tretja enotnost, če se enostavno, ni povsod enakomerno upoštevana. Torej, nekje sploh ni, nekje pa v manjši obliki. Kaj iz tega ven izvira? Enostavno ta dva izraza, analitična in sintetična, se povezujeta na te tri enotnosti. Če si morate kaj zapomniti od te ure, je čisto enostaven povzetek. Če ima eno dramsko besedilo, lahko tudi danes imamo, mi govorimo o starih tragedijah, torej če ima tragedija vse tri zakonitosti, vse tri enotnosti enakovredno zapovedane, je po dramski tehniki analitična. Če pa nima nobene od teh, je pa sintetična, ampak pri Grkih, poudarjam že zdaj, take sintetične, strogo sintetične dramske tehnike ni, se pa kasneje pojavi. Torej, če imamo vse tri, je analitična, če ni nobene od teh, to bomo srečali kasneje, pri Shakespearju pa pri modernih, je sintetična. Imamo pa še tretjo obliko, ki je mešanica teh dveh. Če je malo analitična, v enih delih pa malo sintetična, pa pomeni, da upošteva samo dve pravilnosti. Ponavadi sta to prvi dve, enotnost kraja pa enotnost časa. Torej, to je en tak povzetek. Skratka, ko govorimo o analitični dramski tehniki, ne bomo povedali čisto nič drugega, kot to, da ima besedilo te drame enotnost kraja, enotnost časa, enotnost dejanja. In že prej sem rekel, Kralj Ojdip je najbolj tipična, ta, ki ima vse to upoštevano in je zato to najbolj analitična drama. Torej, morate razumeti nekako izvor, zakaj zdaj uporabljamo neke nove izraze. Enostavno to, da so imeli neka ta pravila in so se jih držali, je vplivalo na to, kako so bile drame narejene. Tale prva poved pomeni vse. Torej, dosledno ali pa malo manj dosledno upoštevanje teh pravil prinese poseben način delanja drame. Dramska tehnika pomeni, kako je besedilo, kako skupaj stoji, kako je konstruirano. Tako kot, če se spomnite, ko smo imeli tisto lepo Grafenauerjevo pesmico, kako je pesniško besedilo sestavljeno. Da ima verze, da ima stopice, da ima rime, da ima ena stilna sredstva, drugih ne in podobne stvari. To je enako pri drami. Torej, dosledno upoštevanje teh treh pravil pomeni, da je to analitična drama oziroma drama z analitično dramsko tehniko. Časovno dogajanje je moglo biti časovno pa prostorsko omejeno, zato so avtorji, dramatiki naslednjo uro, ne vem, bo to jutri, bo pač po počitnicah, se vseeno,
naslednjo uro bomo spoznali par teh avtorjev, vi že poznate Sofokleja, so morali pisati take drame, da so postavili vse samo, da je bil na koncu samo konec zgodbe. To je pomembno pri analitični dramski tehniki, a ne. Če imate kratek dogajalni čas, torej 12-24 ur, pa imate eno dolgo zgodbo za obravnavati, a je logično, da boste na oder dali samo tisti zadnji delček, ki je za uprizoriti, ker če ne, če bi postavili sredino ali pa začetek, bi ljudje bili v dvomu, ja, kako se je pa stvar končala, ne. Torej, zato morate razumeti, trojna enotnost potegne za sabo, da mora biti le konec zgodbe uprizorjen, ker če ne, si izgubljen, a ne, če ne prideš do konca, ne veš, kako se stvar razplete, vse pa seveda zanima konec. Torej, Kralj Ojdip je vzorčni primer, uprizorjenih le zadnjih nekaj ur njegove vladavine, a ne, kot veste, on na koncu preživi, samo je popolnoma poražen, fizično in psihično, ni več kralj, ne. Torej, samo zadnjih nekaj ur, toliko, da on spozna svojo nesrečno usodo. Manjkajoče dele zgodbe, a ne, na to sem se že parkrat vmes opozarjal, so stari Grki itak poznali, ker so vse te zgodbe mitološke, o teh starih kraljih, o bogovih, o polbogovih, vedeli, poznali so jih iz svoje splošne izobrazbe, iz tega, da so, to je bila njihova kulturna, niti ne samo verska izobrazba. Če pa je kdo slučajno pozabil, če jim je močilo zamešal, a ne, so se seveda nanje spomnili iz dialoga dramskih oseb, kajti nekaj, čemur rečemo predzgodba, se v drami, in to so vedeli že stari Grki, zmeraj razkrije v pogovoru. Ni drugače. V romanih, ki imajo tudi analitično pa sintetično tehniko, veste, tam so lahko druge metode, tam lahko, ne vem, nekdo najde zapiske ali pa dnevnik ali pa ene stare dokumente od svojega očeta in mu prek tega je posredovana predzgodba, ne, zakaj je bil pa oče tak, kot je bil, očitno je imel nekaj težkega v mladosti, ne. To na odru pač ni uprizorljivo, ni zabavno. In tam se bosta zmeraj dva srečala, tudi v sodobni, ne vem, kakšni Ibsenovi drami. Enostavno bo prizor, kjer se bosta dva srečala, živjo, že dolgo se nisva videla, kdaj sta se nazaj, to je bilo pa takrat, ko je tisti pol po nesreči ubil tistega in je bilo vse skupaj narobe. In onadva obujata spomine in mi, publika, slišimo to predzgodbo. Na tak način se to dogaja. Enostavno postavite na oder dva, ki se že dolgo nista videla. Kako je pa Kralj Ojdip izve za celotno svojo predzgodbo, tudi pokliče sla, tudi pokliče pastirja in po delčkih mu razložita, kaj je bilo pač ob njegovem rojstvu oziroma v njegovih prvih letih narejeno, a ne. Tako, torej, na tak način razumite analitično dramsko tehniko. Sintetična, smo že prej rekli, nasprotje analitični. Ni enotnosti kraja in časa, zato je logično, da bo ta sintetična, da bo drama, v antiki itak nimamo kot tragedije, da bo ta drama imela daljše dogajanje. Enostavno bo več oseb, več zgodb, te osebe imajo svoje dialoge, imajo svoje predzgodbe, svoje konflikte, velike stranskega dogajanja, bolj komplicirano, torej, ker ni na enem kraju v enem času, so daljše, bolj zapletene, menjajo se tako tudi dramski prostori, ker ni enotnosti kraja, in tudi dogajalni čas je dolg. Ni pravila, koliko naj bo v eni drami, ali pa recimo v sedanji tehniki, v enem filmu, kolikšno časovno obdobje je zajeto. Ampak praviloma je lahko tudi več mesecev. Dejansko, če bi na tak način šli primerjati filme, verjamem, da so vam bližje kot recimo kakšne klasične drame, a ni praviloma tako, da se nekaj začne jeseni, pa konča spomladi. Se pravi, boste imeli vmes tisto, v Hollywoodu bo to kakšna Noč čarovnic novembra, pol bo božič, pol bo sneg, pol bo pa na koncu pomlad, ali pa se nekaj začne poleti
in potem spremljamo glavne junake, ko je jesen, ko se začne šola in potem, ko je zima, ne, in to je pa simbolika letnih časov s tem povezana. Začetek, ko je poletje, so bi še veseli, zdravi, pa vsi dobre volje, ker ni šole, a ne, potem pa pride zima in se dogajajo čudne stvari in so v nekih hudih situacijah, recimo. Ne? Torej, imamo vsaj kakšne 3-4 mesece dogajanja stlačenega v uro pa pol. In to je sintetična tehnika. Zdaj ne vem, Shakespearjeve drame so od nekaj dni, lahko tudi do nekaj mesecev. Hamlet je tak, če bi šli gledati, kaj vse se dogaja v tej 2 urah, kolikor je fizično traja približno dramski dogajanje Hamleta, boste videli, da noter je stlačenih 14 dni dogajanja. Ne? No, zelo redke so pa drame, ampak take se ponovadi zapomnite, veste, ki pa lahko noter tudi 100 let dogajajo. Ja. Se pravi, imate 3 generacije ene družine narejene. Ne? Se začne pri dedku, osrednji del pri njegovih otrocih, torej pri očetu in na koncu pri vnukih te prve generacije. To pomeni, da bodo cele družbene spremembe noter vključene. Ne? Take drame so redke, ampak so toliko bolj močne, veliko težje za zaigrati, ker rabite različne igralce za eno vlogo. Ne? Če se začne zgodba z dedkom, ko je bil še mlad, pa potem dedek, ki je star, pa ko umre, rabite 2 igralca, da to uprizorite. Ali pa, ne vem, mu daste dolgo brado pa sive lase, pa je recimo to efekt, da se je nekdo v 30-40 letih postaral. Ne? Torej, ker je več oseb in tudi več dogodkov, ne, zato ni enotnosti dejanja. Da boste razumeli, v antični grški dramatiki ni nobene ali pa skoraj da ni nobene sintetično dramsko tehniko, pojavlja se je v Evropi čisto samoniklo, ne da bi imela kakšen jasen izvor s Shakespearjem v obdobju renesanse. To je pač 16. začetek 17. stoletja, tako imeno elizabetinsko gledališče, ne, več o tem vas čaka v drugem letniku. Tudi evropske drame 2021, torej sodobne drame, so narejene sintetično dramsko tehniko, s tem, da boste slišali, boste srečali, ker se morate še kar dosti gledališčem ukvarjati, izraz, da je to pa tako odprta drama, ne, ker je vse lahko na odru, ni nobene enotnosti, nobenega pravila ni. Ampak zakaj, ne, če nimamo pri Grkih sintetične dramske tehnike, zakaj smo jo zdaj omenili? Zato, ker se pojavijo pa dramska besedila, tragedije, ki so analitično-sintetične. Torej, en princip in drug princip sta skupaj pomešana v enem dramskem besedilu. Ne? In to je ravno to, kar lahko zdajle na koncu na hitro omenim. Torej, kombinacija obeh dramskih tehnik upoštevajo torej samo del od tistih 3 enotnosti. In praviloma je to, ne, okej, nič ni absolutnega, ampak največkrat je to, da se sicer dogajajo na enem kraju ob enem času, te 2 sta nujni, ne pa tudi enotnosti dejanja. Ne, te tretje enotnosti nimajo. Torej, to je pa nekaj vmes. Ni analitično, ker ni vseh 3 enotnosti, ni pa še sintetična. Ne? Torej, kombinacija obeh omenjenih tehnik. Imamo torej eno pa več stranskih zgodb, grajena je v analitični, glavna zgodba je v analitični, torej imamo samo razplet. Pri Antigoni to pomeni vse, kar se je imelo za zgoditi med Antigoninima bratoma, se je že zgodilo, onadva sta mrtva. Ne? To je analitični glavni del zgodbe. Imamo pa stranske zgodbe, ki se pa na odru odvijajo sproti in so grajene sintetično. Ne? Torej, pri Antigoni spor med bratoma, ki sta umrla, je analitični. Sintetični del je pa to, da se ona krega s Kreonom. Kajti ona na začetku še ni
v sporu. To ni analitična zgodba, ampak on jo začne zmerjati pa zasliševati, ko izve, da je ona prekršila seveda njegovo pravilo, njegov ukaz. Njegov ukaz je pa bil, da nihče ne sme zakopati Polinejkovega trupla. Torej, ta zgodba na odru nastaja sproti in v celoti. To pomeni, da ima Antigona, in to sem vas tudi že parkrat opozarjal, ne samo takrat, če niste imeli tega izrazoslovja čisto natančno razdeljenega, da ima bolj komplicirano dramsko tehniko kot kralj Ojdip. Kralj Ojdip je najbolj zgledni primer analitične dramske tehnike, pri Antigoni se pa enostavno več dogaja. Nekaj je Antigonina zgodba v zvezi s Polinejkom, nekaj pa njen konflikt s Krevnom. In ta s Krevnom, kolikor mogoče ni glavni, je enako pomemben. No, in večina evropskih dram, z izjemo kakšnega Shakespearea pa res sodobnih, do 20. stoletja, je ali samo analitičnih, ali pa taka kot Antigona, analitično-sintetičnih, s tem, da bi v kakšnih primerih dejansko bila stvar interpretacije, a je nekaj eno ali drugo. Zdaj imamo še točno 5 minut, vidim, da sem kar dobro tole pozicioniral, ni za prvič, nisem hotel, da je ravno preveč. Imate tukaj še eno tako krasno razpredelnico, če si tlele nima kakšne ravne linije, tako da morate gledati mojo tresočo roko z miško, kakšna je analitična, pa kakšna je sintetična dramska tehnika za povzetek. Trojna enotnost, pri sintetični te trojne enotnosti ni. Uprizorjen seveda le konec zgodbe, to iz tega ven, da seveda se mora samo nekaj 12 ur dogajati pri analitični, tukaj le celotna zgodba. Malo oseb pri analitični, več oseb, več oseb pomeni tudi več dialoga, več odnosov, več konfliktov. Pri analitični seveda le en dogodek, enotnost dejanja, temu rečemo, pri sintetični kup enih stvari, težje sledimo, veliko bolj komplicirano je, vse se nekaj prepleta, eni so stranski, lahko vzamemo. Analitična enotnost kraja, pri sintetični te enotnosti ni. Vmes dogajanja je več, zapletena je torej tudi postavitev, kako zdaj narediti pri Shakespearju, ko se ena stvar dogaja pri Romeu in Juliji v plesni dvorani, druga na Julijinem balkonu, tretja pri Romeu doma, četrta v grobnici, peta po enem mestu, kamor recimo Romej ženejo. To je komplicirano pri sintetični, zato dostikrat na odru sploh ničesar ni. Tako je že Shakespeare vedel. Zato je ta izraz odprta drama logična. Nič ni, scenografija se ne trudi postaviti stvari sem, ker je enostavno preveč krajev in bo komplicirano postaviti to, kar je zračnih kulic. Kratek dogajalni čas je analitična, rekli smo 12 ali 24 ur, vse nekaj si zapomnite, in pa pri sintetični smo prej rekel dolgo, nedoločeno obdobje, lahko je nekaj tednov, lahko je nekaj mesecev, take so najbolj mogoče običajne, tudi v filmih, lahko pa tudi dolga desetletja. No in najbolj zgleden primer Kralj Ojdip, pri sintetični pa Shakespearjeva tragedija. Kaj edino manjka? Manjka to, da imamo seveda kombinacijo obojega, ki pa je Antigona. Antigona ni ne analitična in ni ne sintetična, ampak je seveda na srednji. Antigona mi bo uspelo napisati tako. Malo enega, malo drugega. Upam, da je tale dopis logičen. Antigona je analitično-sintetična, eno in drugo, zato je nekje vmes. Tako, zdaj pa samo še, da vidite, kaj se bomo dogajali naslednjič. Eno razpredelnico sem našel s spleta in je logično zato, kaj sploh tragedija je. Razen katarze, veste, se mi zdi že kar vse. Da junak propade fizično, da ima nek cilj, biti plemenit, poraz brez osebne krivde. Čeprav je tale del ni obarvan, je dejansko najpomembnejši. Liki, ki so v grških tragedijah, so brez krivde, krivi in se zato temu reče tragedija. Ampak o tem več
pač naslednjič, kadarkoli bo. Če je kakšno vprašanje, nekaterim se lahko vključi mikrofone, nekaterim ne, kar pogumno povejte.